In zatorej smo predvsem želeli izmenjati izkušnje in pristope, katere je v praksi Rdeči križ Makedonije udejanil, predvsem pri pridobivanju sredstev, tako v okviru Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca, IFRC-ja in tako z apelom kot DREF-om in tudi s pristopom in sodelovanju z vlado. Rdeči križ Slovenije namreč želi tudi na tem področju okrepiti naše sodelovanje z vlado, saj namreč smo tudi po zakonu o Rdečem križu Slovenije prvi pomočnik vlade in želimo v tej smeri okrepiti zadeve. Zaščita in reševanje, kako pomagati na terenu, tako migrantom, tako ogroženim ljudem v poplavah ali pa socialno ogroženim pri pomočeh. Tukaj Makedonija ima določene pristope in projekte, ki jih želimo implementirati tudi v Sloveniji. Vi ste tudi našteli, kje vse sodelujete, pa me zanima, katero področje bo tisto, ki bo v prihodnje najbolj povezovalno med vami? Zagotovo najbolj povezovalne področje zaščite in reševanja, prve pomoči, pa predvsem tudi, kako pridobiti čim večje število prostovoljk in prostovoljcev v okviru Rdečega križa Slovenije, s čimer se tudi Rdeči križ Makedonije vlaga napore in je pri tem tudi uspešni. Kako pridobiti mlade in kako v redne učne vsebine v Sloveniji izvajati tudi prvo pomoč in s tem že osveščati od najmlajših v vrtcu, šolah. To v Makedoniji teče normalno.